Danes bomo govorili o uporabniški izkušnji. Z nami je gost Klemen Selakovič. Dober dan, dobrodošli že v četrti vdaji Point Out Weekly. Danes je z nami strokovnjak za user experience, Klemen Selakovič. Klemen je večkrat nagrajen UX UI designer, bil je dvakrat mladi kreativec leta, dela z podjetji vse od San Francisca do Pekinga, seveda pa tudi slovenskimi podjetji. Tako da Klemen, ful mi je v veselje, da si danes z nami. Ful vama hvala, ker ste me povabila. Kul mi je ta format, da to delate, da se tudi v Sloveniji nekaj dogaja na tem področju, tako da pičiva. Ja, the best. Zdaj, za začetek mi povej, kaj sploh dela UX designer? Najprej po slovensko povej, kaj sploh je to? Se pravi, UX designer, kratica je user experience, ne? Se pravi, to v slovenskem prevodu pomeni uporabniška izkušnja. Se pravi, oblikovalec snuje uporabniške izkušnje, nekako gradi loyalty, zaupanje do produkta ali pa storitve, ki jo neko podjetje prodaja na trgu. V bistvu je pa vsaka interakcija med, lahko bi rekel, strojem ali pa storitvijo, pa človekom, vmes je uporabniška izkušnja. Ne? Se pravi, a je jasna uporaba, a je enostavna, a je prijetna, a ne? In s tem vse se v bistvu uporabnik, se UX designer ukvarja. Ne? Da mi povej to razliko. Ker to verjamem, da marsikdo ne razume. Kaj ti kot UX designer pa UI designer delaš v tem? A ti tu dejansko zadeve dizajniraš, tako da so lepe za oko, ali samo razmišljaš z tega vidika, da je dobra za uporabo, veš, da je intuitivna? Ja. Zdaj, kaj sta dva profila, ne? Eno je UI designer, ki je v bistvu, bom probal povedati po slovensko, ne? Oblikovalec uporabniških umestnikov, se pravi UI je user interface. Ne? Načeloma sta to dva profila, UX pa UI, ampak v zadnjem času se pač opaža, da veliko dizajnerjev gre v obe smeri, ne? Se pravi pokrivajo oba aspekta. Zakaj pa se ti, zakaj? Ja, jaz sem tudi zagovornik tega, no? Da se oba aspekta, da ga en profil pokrije, da ima to globalno uporabniško izkušnjo pač v svojih rokah, ne? Ker če sta dva, ne? Ali pa dostikrat se zgodi, da recimo na projektu sodeluje UX designer, UI designer, nista navajena med sabo sodelovati, se pravi podjetje naroči od mene wireframe oziroma uporabniško izkušnjo, ne? Potem pa en čist X oseba to oblikuje. Ne? In takrat lahko to vizijo, v bistvu ne bom rekel pokvar, ampak ta prvi profil, ne, ima neko vizijo v glavi, a ne? Drugi pa mogoče nima. Tako da, če sta že dva profila, bi jaz svetoval, da sta navajena skupaj delati, pa da se poznata, no, tako bi rekel. Dajva probati, da to mogoče v nek slovenski okvir. Je to pogosto v Sloveniji, da sta to dve ločeni osebi, ali sta največkrat, da je to ena oseba? No? Ja, zdaj odvisno, ne. Kar sem jaz opazil, je največkrat to ista oseba. Ne. Zato, ker se tudi podjetja mogoče se vedno bolj začenjajo zavedati pomembnosti uporabniške izkušnje kot take. Ne. Se pravi, ni samo rabimo sajt, nekdo mora izoblikovati in pol ta oblikovalec zraven razmišlja o nekem user flowu, se pravi, da bo uporabniku vse jasno o sporočilih. Ne. Tako da največkrat je ena oseba, mogoče zaradi constraintov budžeta, ne. Drugače pa to je tisto, kar sem jaz opazil. V zadnjem času imam občutek, da je UX kratko nek mal buzzword rato. Veliko, če dalje več je ljudi v bistvu, ki si želijo iti na to področje. Kaj daš na LinkedInu. Ja, to je, kaj daje na LinkedInu. Pa daj malo povej kaj več, kako ti gledaš ta razvoj v zadnjih letih UX-a in z tega vidika nasploh, se pravi uporabniške izkušnje, kam gre in tudi to, se pravi ljudje, poplave teh, če dalje več nekih dizajnerjev. No? Ja, jaz bi tako rekel, ne, se pravi prvič ogromno je bilo dizajnerjev iz prejšnje dobe, ne, se pravi, ki so delali vizitke ali pa print materiale, ne, in svet se spreminja, ne, vedno več je potreb na digitalu, na zaslonih, ne. Tako da velikrat se vidi sam ta shift, ne? Se pravi, dizajnerji grejo iz tiste, zdaj sem pa jaz UX designer ali pa UI digital designer. Ne? To je problem, ne? Zato ker sta različna formata, ne? Prej ni bilo nekak interakcije. Ne? Ti, če vidiš billboard, ne? Nič ni interaktivnega, ne moreš klikati, ne spreminja se. Ne? Tako da mogoče je dovolj, da narediš jasno sporočilo, pa da je lepo. Ne?
pri samem interfejsu, ne, se pravi pri mobilnih napravah, pri spletnih sajtih ali pa zahtevnih aplikacijah, ne, je pa to problem, ne, ker mora biti nekdo, ki razmišlja o tem, se pravi, vseh cases, ki se lahko zgodijo, vseh težavah, ki se lahko zgodijo, mora razmišljati o personah, se pravi, kdo je user, kakšne so njegove potrebe, kako bo uporabljal aplikacijo in kakšne v bistvu težave mu rešuje. Ne. Tako da včasih, ne vem, pred 20 leti se mi zdi, da je to kar developer ali pa tisti, ki je razvil aplikacijo, je poskrbel za UX, dizajn, se v bistvu preskakval to fazo, ne, in je v bistvu sprogramiral zadevo. Ne. Kar je po moje še kar pogosto v Sloveniji, verjetno. Ja, mogoče lahko še ne davke odprete, pa vidite to v praksi, kako izgleda. Drugače, verjamem, da je ful kompleksna aplikacija, nočem kritizirati, ampak ne, se vidi, da mogoče ni bilo najbolj premišljeno glede uporabniške izkušnje. Tako da zdaj pa svet rata vedno bolj kompleksen, imamo več deviceov, imamo smartwatche, imamo smartphone, imamo milijon displejev, prihajajo hladilniki, prihaja mogoče sam voice, da niti ne bo zaslona, ne? Se pravi, nekdo bo mogel tudi to uporabniško izkušnjo načrtovati. Tako da vidi se porast potrebe po tem. Se ti zdi, da nekdo, ki je nek klasičen dizajner, se lahko transformira v nekega UX dizajnerja? Ja, valjda. Mislim, itak, jaz vedno pravim, kdorkor je lahko v tej dobi karkola, se pravi, viri so na netu, vse je stvar volje, pa pešna, pa tako, no, tako da ja, seveda. Je pa v prednosti, če že zna uporabljati tool, je v prednosti kokaren, ki čisi z nule. Ok, UX design, to se tako fajn sliša, vsi to rabimo, vsak ima neke userje, ki uporabljajo neko ali njegovo storitev, nek njegov produkt, kakorkoli, vsako podjetje. Se ti zdi, da so res vsa podjetja nujno morajo najeti UX dizajnerja za njihove produkte ali ne? Ne. Zakaj ne? A pa da mi en case daj, recimo. Recimo, tako bom rekel, dosti zdaj neka ta startup kultura popularna, pa to ne. Zdaj čist na začetku enega strokovnjaka najemati, pa full casha dati gor, se mi ne zdi smiselno. Glih prej sem rekel, kjer je volja, da bi si vsak sam malo prebral, tudi če nisi dizajner sploh, si recimo lastnik enega podjetja. Obstaja ogromno enih rešitev, kjer lahko sam v bistvu, ali postaviš sajt, ki ima dosti uporabniško izkušnjo, tvoj brand ne bo trpel, recimo Squarespace je ena platforma, ki si lahko v enem dnevu postaviš spletno stran, potem kakšne na WordPressu teme, s pomočjo YouTubea, lahko vsak implementira v enem dnevu sajt, obstaja pa tudi nekih knjig, ki bi ti pade na pamet kak vir, mogoče takoj, da si lahko pogledajo, tisti, ki ga mogoče to področje bolj zanima. Dve knjigi sta Steve Kruga, Don't Make Me Think, to bi jaz nekako rekel, da je taka zelo osnovna biblija UX-a, primerna tudi za marketingaše, tudi tiste, ki se z dizajnom ne ukvarjajo sploh. Druga je pa istega pisatelja Rocket Surgery Made It Easy. To je pa v bistvu o user testingu, se pravi, kako lahko na zelo enostaven način v svojemu podjetju implementiramo testiranje uporabniških vmesnikov, recimo imamo sajt, enkrat na teden naredimo zelo enostavno testinge s svojimi userji in vidimo, kaj bi bilo treba izboljšati in iteracije delamo vsak teden. Ok, daj pa prije podjetje do točke, zdaj smo se pravi na neki točki, kjer ne potrebujemo mogoče nujno UX dizajnera, daj pa podjetje prije do točke, ko pa je tisto neizbežno, zdaj pa rabimo UX dizajnerja, nekoga najeti enega strokovnjaka. Jaz bi itak tako vedno gledal, da strošek strokovnjaka mora biti vsaj nič, oziroma mora biti manjši od outputa tega. In to se v digitalnem marketingu zelo hitro da izračunati. Če pride UX dizajner, imamo tako pa tako konverzijo na spletni trgovini. Jaz mislim, naredimo analizo, pa rečemo, predvidevamo, da lahko s temi pa temi posegi zvišamo za to konverzijo. In to konverzijo lahko pretvorimo v denar. Če njegova postavka manjša od tega benefita, takrat bi rekel ja. Tako da večje, kot je podjetje, bolj se splača nekako. Ok, deva se mogoče še malo sredotočiti na tvoje izkušnje, pa deva reči, ostanemo mogoče pri Sloveniji, vem, da imaš ful izkušenj pač s tujimi podjetji, koliko smo prej rekli že na začetku, od San Francisca do Pekinga. Ja, super se sliši, ampak deva mogoče ostati za začetek pri Sloveniji, pa kaj je tista največkrat ovira, na katero ti naletiš, ko sodeluješ s slovenskimi podjetji?
Aha. Ja, jaz bi rekel definitivno, da ljudje, ki so zaposleni v marketingu v Sloveniji, nimajo zadostnih kompetenc ponavadi. Tako da V kakšnem smislu? Se pravi, ne poznajo dovolj področja ali kako? Ne, da bi poznali področje, ampak v bistvu, da so nekako ciljno orientirani, pa da v bistvu zunanjega svetovalca z nekim namenom, ker oni vejo, kakšen je, da ga najamejo. Ne. Ponovadi je to samo neka potuha, ne, se pravi. Jaz sem marketinški direktor ali pa marketing. Mi rabimo to agencijo, rabimo to. Mogoče rezultati pol niso dobri, a ne, vedno lahko krivdo na njih zvalimo. Ne. Tako da nekako to, ker med naročnikom pa strokovnjakom mora biti pač vzajemno sodelovanje. Ne samo, da se odlaga delo tja. Ne. To bi rekel, pa mogoče subjektivnost. Ne. V kakšnem smislu to, da jaz izhajam iz sebe, pa sem tebi pameten? Ne? Ja, recimo v zadnjih stadijih projekta pride CEO na prvič vid recimo outpute in mu ni všeč. Ne gledamo nekih številk ali pa kvantitativno se sploh ne pogovarjamo, ampak v bistvu z neko subjektivo v bistvu se odločamo glede tega. Jaz pa mislim, da naši uporabniki ne bodo tega naredili. Ampak jaz mislim, da bodo naši uporabniki to naredili. Ne. Mi imamo pa od zadaj analize, ki mogoče kažejo nasprotno. Ne. Kakšen je pa tvoj odziv? Ponavadi, če pride do take situacije. Ja, pogovorimo se o teh številkah. Ne. Se pravi, naredili smo to pa to, zato predvidevamo to. Ne. Ali pa v bistvu nekako ne sprijaznim se s tem, da reče, to pa meni ni všeč. Pa če rečem, da je slab argument in da je treba bolj argumentirati. Ne. A bi rekel, da je to tudi ena večjih prednosti UX-a v primerjavi z nekim drugimi oblikami dizajna, raven to številke? Ja. Ja? Ker lahko dejansko verjetno s ciframi pač pokažeš svoj point. Ne? Ja, to je v bistvu point tega. Ne, da, ja. Ne vedno ne, ampak branding, jaz sem tudi ful zagovoren brandinga, ki ga je pa težko kvantificirati. Tako da rekel bi, da je lažje, kot če nek flyer damo, nekomu je všeč, nekomu ni všeč, to je čist relevanten argument. Ni mi všeč, je mi všeč. Zdaj pa UX-u pa mora biti nekako podkrepljen to z nekimi ali raziskavami, ali svojimi raziskavami, ne pa user testing in tako. Ja. Deva še tako reči, zdaj se malo pomikava že proti koncu. Kaj ti misliš, da je prihodnost? Kam bo šla celotna ta veja UX-a v prihodnje? Ja, to sva se že prej malo dotaknila. Jaz mislim, da itak zdaj delamo izkušnje na zaslonih, tako kot sem prej omenil, vedno več bo zaslonov. Se pravi, zaslon v Tesli, ki se sam vozi. Nekdo bo mogel načrtovati, da je to pač uporabno in varno. Na hladilniku, smart TV, ure, mogoče to je zdaj miza za sestanke, tukaj bo en displej. Tako da teh displejev bo vedno več, pa posod bo. Tako da nekdo bo mogel to načrtovati. Tako da mislim, da nam ne bo zmanjkalo dela. Po drugi strani pa mogoče sploh naprave ne bojo imele več zaslonov. Google Alexa, kaj je od... Veš ti? Google Alexa. Od Amazona misliš? Ne, od Amazona je Alexa, od Google je pa Echo. Ja. Se pravi, to so neki voice assistenti, ki v bistvu sploh nimajo displeja, ti se z njim pogovarjaš. Tudi tukaj je pač interakcija z mašino pa z userjem. Tako da, ja. The best, Klemen, ful je bilo dobro, ti si nekako prebil let z gosti. Mogoče to, da še za konec omenim, da s Klemom tudi zelo veliko sodelujemo na projektih pač znotraj PointOuta, tako da vedno, kadar budget to omogoča, je Klemen z nami, tudi poskrbi za ta UX del. Tako da mogoče še za konec to, da omenim, če imate kakršnokoli vprašanje z tega user experience vidika, se pravi karkoli, kar so tudi danes govorila, Klemen bo sigurno vesel, bo tudi odgovoril, magar v komentih spodaj ali pa podamo odgovor v eni izmed naslednjih oddaj. Tako da to je to za danes. Hvala ti še enkrat. Naslednjič govorimo o content marketingu oziroma vedno moramo tudi po slovensko povedati vsebinski marketing. Ostanite z nami, spremljajte nas še naprej in pa se vidimo. Dio! Čau!